Pred časom sem objavil video posnetek, v katerem sprašujem vas, pa tudi sebe, ali naj grem v Ukrajino. Dobil sem veliko odgovorov, vsem, ki ste mi na to odgovorili, pa ali ste mi svetovali, naj grem ali da ne grem, najlepša hvala. Če si tega videa slučajno niste ogledali, ga najdete na mojem YouTube kanalu, samo malo nazaj, oziroma bom dal kar povezavo v opis tega video posnetka. No, jaz sem se potem še malo posvetoval z prijatelji, znanci in tako naprej, sem jih vprašal za mnenje, ali naj grem v Ukrajino ali ne. In 90% mi je reklo, da ne, 10% je pa reklo, da ja. No, moja odločitev je pa naslednja. Odločil sem se, da grem v Ukrajino. Zdaj, glede na to, da sem se odločil, tudi najbrž ni poti več nazaj, ker sem šel že v neko investicijo. Namreč za odhod v Ukrajino sem kupil avto. Ta avto sem mogel kupiti iz dveh razlogov. Prvi je ta, da v Ukrajino mislim peljati neke humanitarne pomoči in v ta moj avto bi šlo zelo malo noter. Jaz sem pa zdaj kupil Peugeot partnerja, v ta avto bo šlo pa kar veliko stvari noter. Tako da to je bil prvi razlog, zakaj sem mogel ta avto kupiti za odhod v Ukrajino. Ta drugi razlog je pa ta, da zavarovanja v Ukrajini ne veljajo in če bi mi ga ukrali, ne bi nič od zavarovalnice dobil, tako da je pa moj avto, takega imam, vsi ga vidite na videih, tistega Mercedesa, je pa majčken predrag, da bi mi ga ukrali. Tako da, kakšen avto sem si kupil, si poglejte v video posnetku naprej, sem namreč ta avto posnel in boste tudi videli, koliko sem za njega dal. Tako da si kar poglejmo, kakšen avto sem si omislil. Poglejte, kako lep avto sem kupil. Peugeot Partner. To sem kupil, zato ker grem v Ukrajino z njim. Bom peljal neko humanitarno pomoč. Glejte, cena je bila 4999 evrov, ampak tale podjetje Carline mi je zato, ker ga imam za Ukrajino, mi ga je dal za 4000 evrov, pa še nazaj mi ga bojo odkupili, ko bom nazaj prišel. In zato moram jih pohvaliti, pa jim tudi malo reklame narediti. Glejte, to bi malo kdo naredil, tako da, če kupujete rabljen avto, poglejte, kakšne lepe avtomobile imajo. Tale je čist prehuda cena, 50 jurčkov, ampak avto je pa lep. No, sem na hiter, da se sprehodimo, da vidite del te njihove ponudbe. Jaz sem jim res neverjetno hvaležen, da sem dobil ta avto. Tako da zdaj, čez par dni, gremo pa v Ukrajino in to je to. Malo ga bom še polepil, najbrž. Sem pa jaz drugače v Peugeot je zaljubljen, tako da tudi v tega sem se že malo zaljubil in res se mi dopade, da vam ne morem povedati. No, drugače pa ta firma Carline, glejte, to je v Trebnjem, tamle tista stavba odzad smo mi, tole so pa oni, tako da pridite pogledat malo njihove avtomobile. Kaj pravite, a ni super? Kakor sem rekel tam, jaz sem kar malo v njega zaljubljen. Pa sem res, veste, jaz edina znamka avtomobilov, na katero sem čustveno majčkeno navezan, se ni to nekaj velik,
je ravno Peugeot. Do zdaj sem v 2 Peugeota, obe 307, ki dobro sta mi služila, tako da sem veliko raje vzel tega Peugeota, kakor pa podobnega Citroena, Volkswagna ali Renaulta. Mi je ta Peugeot mnogo bolj pri srcu. No, zdaj pa, kdaj imam v planu iti v Ukrajino? Naslednji teden. Ne bo to čisto na začetku tedna, četrtek, petek, tako nekako računam. Oziroma, lejte, odvisno je še od parih stvareh. Kakor sem že rekel, bom zbiral humanitarno pomoč za Ukrajino. Nekaj bom jaz nabavil, s parami ljudmi sem se tudi že pogovarjal, bojo nekaj dali. Pozivam pa tudi vas druge, ki bi bili pripravljeni kaj dati za humanitarno za Ukrajino, da me kontaktirate na moj mail naslov, ki je tomazgorec@gmail.com, se pravi tomazgorec skupaj @gmail.com, da mi pišete in se bomo dogovorili za prevzem in tako naprej. No, naj zdaj to povem. Tisti, ki mi 101% ne zaupa, da bom jaz s to robo ne vem kaj naredil, v končni fazi bi jo lahko v Ukrajini prodal, sam sebi kaj na stran dal in tako naprej. Tako da tisti, ki mi 101% ne zaupate, me niti ne kontaktirajte, pol dajte raje tam Rdečem križu, Karitasu ali ne vem komu že, ker res nimam volje, da bi se s kom pregovarjal, kam sem dal, komu sem dal in tako naprej. Zdaj, če mi verjamete, da bom jaz to pošteno pelal v Ukrajino, dal tistem, ki so pomoči potrebni, potem bom ful vesel, če boste sodelovali pri tem. Če pa pač mi ne verjamete, kar tudi zastopam, ker če me ne poznate, se je mogoče težko kar enemu verjeti, ne? Potem mogoče nisem glih ta prava oseba, da kaj prispevate za to humanitarno pomoč v Ukrajini. Je pa najbrž res, da če bi jaz to tam v Ukrajini prodajal, verjetno bi kar dobro prodal, no, ampak ne računam pa, da bi več kakšna 2 jurčka dobil, ampak po mojem, če bi me dobil, bi me tudi tam zaprli in Bog ve, kdaj bi me spustili. Tako da ni denarja, da bi šel jaz riskirati, da pristanem v nekem ukrajinskem zaporu. Dobro, pa pustimo to. V glavnem, jaz sem se tudi že pozanimal na slovenski ambasadi v Kijevu, kaj potrebujejo ljudje v Ukrajini. In dobil sem sledeč odgovor. Zimska oblačila, kot so jakne, nogavice, kape in rokavice. To sicer, po mojem, bo to hmal mim, ker vsak teden je tudi v Ukrajini bolj toplo, čeprav je malo bolj severno. Potem naslednja postavka je spalne vreče. Potem gaze in široki povoji. Komprese za oskrbo ran. Naprimer, kot je Polimem. Jaz ne vem točno, kaj je to, tisti, ki se malo spoznate, boste vedeli. Hrana za dojenčke, umetno mleko in kašice, plenice za dojenčke, pa nepokvarljivo blago, kot so konzerve, vloženo sadje, zelenjava, makaroni, riž in podobno. To sem jaz dobil podatek, zdaj verjetno, da še kakšno stvar rabijo, lahko se pozanimate, bom se tudi jaz še pozanimal, pa vam bom že sporočil nikako. No, zdaj še to naj povem, ker sem ljubitelj živali
imam namen v Ukrajino peljati tudi nekaj hrane za pse in mačke. Namreč meni se tudi te živalice zelo smilijo. Niso čist nič krive, da so se sredi te vojne znajdle in zdaj so tam verjetno lačne, prestrašene in mislim peljati tudi nekaj hrane za pse in mačke. Verjetno bi mogel še za kakšno drugo žival, samo leta drugih se jaz ne spomnim. Zdaj divje živali se nekako same običajno prehranijo, ampak kakšni psi pa mucki so po mojem pa res bogi. Tako da to bom siguren tudi peljal v Ukrajino. Zdaj, kam bom sploh peljal to humanitarno pomoč, ne vem še čisto točno. Vam pa moram povedati, da jaz imam namen iti do Kijeva. Grem do enega Ukrajinca, ki je drugače že ene 12-13 let delal v Sloveniji, ampak zdaj je pa v Kijevu. In jaz grem v bistvu direkt s to pomočjo do njega. Zdaj bom jaz seveda dobil prej neke podatke, kam bi jaz to lahko pripeljal, ampak ker ne zaupam glih najbolj tem humanitarnim organizacijam, ne zdaj čez mene govoriti, ampak pač ne zaupam, glejte, ne morem gumba prestaviti, pa reči zaupam, povem tako, kaj je. Razmišljam, da bi del te pomoči ali pa mogoče tudi vse, sam osebno odpeljal do nekih ljudi, ki so pomoči potrebni. To bom seveda tega Ukrajinca prosil, če bi šel z mano, ker malo zadeve pozna. Šel bi pa severno od Kijeva, to je tam, ko so se oni bili, bom rekel, kar neki boji, pa so ljudje pobijali, pa bajte so jim porušili, pa vse. In jaz verjamem, da so tam ljudje zelo bogi. In jaz bi tam kakšne ljudi najdel in ko bi videl, da so pomoči potrebni, bi jim lepo direktno dal. Družina, 2 dojenčka, lejte, tlele malo plenic, malo hrane za dojenčke in to je to. V kakšnih vasicah bi verjetno srečal kakšne starejše ljudi, ki verjetno so ful lačni, ker nimajo, starejši se težko znajdejo. Starejši so res ranljiva skupina. Veste, starejšim je to bistveno težje se enemu starejšemu znajdeti, kakor enemu mlademu. Jaz sem bil v Ukrajini pred 6 leti. In tam nekje na poti od Lvova do Kijeva se s tem, ko sva šla, ustavila, šla sva na WC po domače povedano, greva ke v grmuje in tam dol po eni stranski makedamski poti, kolovozu bi lahko rekel, pride en starejši možakar in se postavi ob cest. Jaz sem takoj pogruntal, da on čaka avtobus, da ga bo peljal. In ga obgovorim, sprav, on angleško ni nič znal, jaz sem kar v srbščini govoril, pač je bolj podoben jezik kakor slovenski, ukrajinskemu. No in je povedal, da gre v mesto, jaz sem mu pa rekel, da gre lahko z nama, če hoče, ne. No in pol smo se malo pogovarjali. Bil je zelo zgovoren in je kar govoril. Bom rekel, pol sem ga razumel, ampak bistvo sem razumel. Človek je šel v mesto po penzijo in takrat je mu 20 evrov penzije. Tako da mi sva ga čisto do pošte zapeljala in še vprašal naj je, če je kaj dolžan. Sva rekla, kaj boš dolžan? Meni je bilo samo žal, da nisem, da mu kakšen daril dal. Tako da, glejte, za stare ljudi je v Ukrajini ful težko. Tako da jaz bom zelo vesel, če bom tu lahko razdelil kakšnim starim ljudem, v kakšnih vasicah, ki mogoče niti pomoč ne pride. Oziroma, glejte, ne vem, saj pojma nimam, kako je tam. Tako
tako da bom že videl na licu mesta. Tako da tako to nekako mislim narediti. Zdaj še razmišljam, po kateri poti iti. No, po kateri poti že vem, ampak kako se tega lotiti. Zdaj v Ukrajini je policijska ura od 9. ure zvečer in takrat, če te vidijo na cest, streljajo lahko nate. Tako mi ta Ukrajinec v Kijevu povedal. Tako da po noč se ne bom mogel voziti, to tudi pomeni, da si ne smem neki cilj narediti, da bom nekam prišel, kjer bom prespal 10 minut pred 9, ker si moram vsaj 2 ure rezerve vzeti. In zdaj sem razmišljal, kako bi jaz lahko prišel, mogoče, da bi v enem šusu prišel, da bi zjutraj vstopil v Ukrajino in potem vse do Kijeva prišel. Ampak, kakorkoli to razmišljam, je to kar težko priti. Tam Google mi kaže 9 ur, pa zdaj še vprašanje, ko bom na carink čakal, kje. Oziroma, tako bom rekel, jaz rabim 10 do 15% več, kot mi Googlova mapa kaže. Verjetno so tudi kakšne te točke, ki te vojska nadzoruje, pregleda, lejte, verjetno, če bojo mene ustavili, tem partnerjem robe, to jih bo zanimalo, kaj pelem, kam pelem, a bom prodal, a bom res kam pelal in tako naprej. Tako da se zna to zavleči. Tako da pojma nimam, kako bom naredil. Zdaj, ta zadnja ideja mi je ta, da grem bom rekel, 10 zvečer od tukaj in pridem na ukrajinsko mejo ob 6 zjutraj, potem pa prestopim tam v Ukrajini, nabavim njihovo SIM kartico, da imam internet. Namreč se veste, brez interneta bi se pa slabo počutil, zmedeno. Rabiš, da najdeš Googlovo mapo, nekje bom mogel prespati vmes, bom mogel nekje najti hotel, bukirati ga. Zdaj, kar je hotelov, se tiče še ta problem. Glede na to, da bomo tukaj noter poln avto te humanitarne pomoči, da mi ne bi tukaj ukrali, skupaj z avtom uredi. Tako da moram še najti neki tak hotel za prespati, ker bo ta avto varen, narajš bi videl to nekam noter za eno ograjo, da zapeljem, pa še narajš bi videl, da jaz tlele spim, pa da je oken, pa da čez oken pogledam, da imam preč zraven avto. In to sem tudi razmišljal, da bom verjetno tako naredil. Jaz bom na Bookingu najdel neki hotel, apartma, karkoli že, ne bom ga bukiral, se bom dokaj zapeljal, videl, kje je za parkirati, šel na recepcijo, vprašal, kje lahko parkiram in če mi bojo rekli, da lahko tam nekje, tako, kot se mi bo varno zdelo, pol bom, če ne bom šel pa do drugega. To mi lahko tudi Turco 2 vzame z iskanjem teh hotelov. Ne bom gledal na cene sobe, niti približno ne, gledal bom samo, da bo varen parkirplac. Je pa zdaj drugače, do Kijeva, iz Trebenga do Kijeva je 1650 km. Po Google mapi kaže, da rabiš 19 ur, ampak gledajte, to je zmeraj bistveno dlje. Gužva na carin, to tret, mislim, gledajte, jaz pa sem prej rekel 10 do 15% več časa rabim. Ma po mojem še več, prej bi rekel 20%, no. Tam, ko so pa meje vmes, pa sploh. Drugač pa ta odhod me še zmeraj najbolj skrbi to, kako to mami povedati, a jih sploh povedati. Zdaj, eni domači mi pravijo, da sploh ne povedati,
drugi mi pravijo, povej, da ne bo od koga drugega zvedla. Tako da tisti, ki tole gledate, pa ki poznate mojo mamo, da ji slučajno ne boste povedali. Tako da to še ne vem. Me pa tu največja skrb, ker vem, da mama bo živčna. Tako da se bom zmenil, da bom vsako uro malo poklical, da bo brez skrbi reva. Tukaj je naredila zame v življenju, zdaj se mora pa še tu sekirati. Sej si res lahko misli svoje. To sem jim vam zapovedati. Še enkrat vas prosim, če mogoče imate kaj, ki bi dali za Ukrajino, dajte me kontaktirati. Drugače vas pa prosim, če povezavo do tega videoposnetka delite na svojem Facebook profilu ali pa komu pošljete po mailu, da bom lažje našel te ljudi, ki bi še kaj prispevali. Pa dajte tudi ta video všečkati, pa kakšen komentar napišite, mogoče, če imate kakšen dober nasvet zame, če imate mogoče kakšen nasvet, kaj bi bilo dobro še vzeti za to humanitarno pomoč. Če imate kakršenkoli pameten nasvet ali mnenje ali karkoli, dajte napisati. No, upam, da vse čim prej uredim in da se vam čim prej javim iz Ukrajine. Hvala, ker ste si tole pogledali do konca, pa smo na vezi. Adijo.